V 1. Timotejevi 3:15 v drugem delu te vrstice najdemo zapisane naslednje besede. V Božji hiši, ki je cerkev živega Boga, sledi pa še opis, kakšna je ta cerkev, steber in pa opora resnice. Prepričan sem, da vsak dan, vsaj enkrat, pomislite na cerkev. Ukolikor tega niste počeli pred covidom, sedaj to zagotovo počnemo vsi, saj spremljamo dogajanje in preverjamo, ali se bomo tudi prihajajočo soboto lahko znova srečali v cerkvi ali pa preko YouTubea, Zooma ali ostalih tehnologij. Prepričan sem tudi, da vsak dan pomislimo vsaj v molitvi, če se morda celo ne srečamo ali pogovorimo kako drugače s cerkvijo, s sestrami in z brati. Da, dva fenomena, stavba in ljudje, cerkev. V raziskovanju metaforičnih opisov cerkve lahko najdemo kar 7 skupin. Cerkev kot telo, cerkev kot tempelj, cerkev kot nevesta, cerkev kot Jeruzalem zgoraj, cerkev kot družina, cerkev kot steber in pa opora resnice in cerkev kot vojska in ne le katerakoli, ampak zmagovalni tim. Namreč Jezus je zmagovalec in vojskovodja. Vabim vas, da danes skupaj premišljujemo o 6. metaforičnem opisu cerkve, torej cerkve kot stebru in opori resnice. Vsak izmed nas COVID zgodbo doživlja po svoje. Vsak prihaja iz drugačnega okolja. Vsak izmed nas se ukvarja z drugimi rečmi in vsakega izmed nas se trenutna zdravstvena situacija dotika povsem drugače. A z vami bi rad podelil nekaj, kar sem prepričan, da ste tudi sami že opazili, morda celo tudi občutili na svoji koži. Do zdaj smo vedno posebej naglaševali 2 pomembni resnici, ki sta bili tarči nasprotnika. Resnica o soboti in resnica o zakonu, o družini. A zdaj smo priče temu, da obstaja še ena zelo napadena oziroma drugače napadena tarča, resnica sama. Rekli boste, pa saj to ni nova stvar, to se dogaja že dlje časa. In jaz vam bom pritrdil in rekel, res je, vendar še nikoli ne v takšni meri in na takšen način. Danes smo priča popolnoma razcefrani družbi. Težko opišemo današnjo družbo kot skupino, saj je fragmentirana na 1001 delček. Delitve niso tiste tipične, neko splošno etiketiranje, ki se vsekakor ne odobravamo, vendar prav nasprotno, današnje delitve in etiketiranja bežijo človeškemu samonadzoru. Daleč od skrajnih meja okusnega, vsak izmed nas ima nek prag okusnega, vendar danes tudi tisti z najvišjim pragom in z najvišjo mejo pravijo, da je že šlo čez. In kar je najhuje, navidezno, brez prave možnosti izbire. Če ste na primer za cepivo ali pa trdite, da virusi obstajajo, ste podkupljena ovca. Če ste na primer proti cepivu, ste takoj požigalec, ste divjak in tako naprej. Karkoli izberete, vedno prejmete etiketo, manj inteligentnega polepšano. Pazite, tu se ne konča. Podlaga za takšno mišljenje, pozor, seveda ne vseh, temveč dovolj številčne baze se nahaja v razvrednotenju znanja, v razvrednotenju izkušenj in strokovnosti. In to ne samo na zdravstvenem področju, ampak na vseh. Vprašanje za nas danes je, kje se nahajamo mi? Seveda ne v povezavi s cepivom ali s covidom, ampak kje se nahajamo mi v povezavi s stebrom in pa oporo resnici? Družba doživlja boleč razkroj, ki vodi v nezaupanje. Nihče več nikomur nič ne verjame. Še več, ukolikor se v pogovoru najde ena sama vprašljiva stvar oziroma ideja, misel, o kateri ne premišljujem na isti način, kot moj sogovornik, se začnejo rojevati dvomi ne zgolj o tem, ampak o vsem, kar ta oseba govori. In to, dragi moji, je resen problem in izziv. Kako potem takem današnji družbi povedati resnico o Bogu? Prvič, bodi zasajen na pravi temelj. V psalmu 1:1-3 beremo naslednje besede.
Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih, ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, temveč se veseli v Gospodovi postavi in premišljuje njegovo postavo po dnevi in po noči. Tak je kakor drevo, zasajeno ob vodnih strugah, ki daje svoj sad ob svojem času in njegovo listje ne ovene. Vse, kar dela, uspeva. Človek, ki je zasajen na pravi temelj, ki vsak dan znova črpa vse, kar potrebuje od Boga, to tudi daje naprej. Bog vedno pripravi dovoljšno mero blagoslovov za izzive, ki so pred nami. Z Bogom smo vedno in vse povsod opremljeni. Z Bogom ni mogoče iti kampirati brez šotora in opreme. Z Bogom nam ne zmanjka klinov ali vrvi na zadnjih 5 metrov plezalne stene. Izzive rešujemo z njim. Z družbo porogljivcev ne bomo rešili prav ničesar. A pozor, okolica, in z okolico ne mislim na družbo porogljivcev, ampak okolica vedno opazuje, v čigavi družbi se nahajamo. Drugi korak. Izkaži čast Bogu. V Rimljanom 4, 20 in 21 beremo naslednje besede. Ob Božji obljubi, Abraham namreč, ni podvomil v neveri, marveč se je v svoji veri še okrepil in izkazal čast Bogu, popolnoma prepričan, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti. Postanimo ali ostanimo prepričani, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti v našem življenju in ne zgolj v Abrahamovem, Jakobovem, Izakovem. Bog je od samega začetka človeka učil prepoznati težo zgodovine. Bog je bogat s simboli, Bog je bogat s preteklostjo, Bog je bogat z izkušnjami. In ko govorim, da je Bog bogat s preteklostjo, ne mislim nase, ki si prav dobro sem zapomnil, kdo mi je podstavil nogo ali povlekel stol v vrtcu, da sem padel. Bog je na drugačen način bogat s preteklostjo. Namreč veliko, ogromno vrstic v Svetem pismu najdemo nekako takole. Spominjaj se, kaj je naredil Bog zate. Govori svojim sinovom, svojim sinov. Premišljuj, ne pozabi, ali pa ne boj se, saj sem jaz in tako naprej. Smisel uspešnega korakanja z Bogom je prav v tem, da mu prepustimo vodstvo in hodimo za njim, vedoč, kaj je storil za nas že v preteklosti. To je edini način, da z Bogom korakamo veseli in neprestrašeni. Kateri otrok gre strahom v nedeljo na izlet s svojimi starši? Najbrž nihče, ali pa ne gre na izlet. Kateri otrok gre strahom v nedeljo na izlet s svojimi starši? Dvomim, da kateri. Kateri otrok se z ogromno bojaznijo prepušča novim dogodivščinam v družbi svoje družine? Če se veselimo izleta v neznano svojo družino, koliko bolj se lahko veselimo hoje z Bogom. Želeli ali ne, ljudje okrog nas zavohajo ali hodimo za Bogom tako kot dijaki in študentje, ali se je profesor ali profesorica pripravila na predavanje. Enostavno zavohajo. Ne zgolj to, tudi ali je pri tem srečen in zadovoljen, ali je to njegovo poslanstvo ali zgolj prisilno delo, saj njegovih ali njenih sanj ni uspelo uresničiti. Tretji korak. Resnica in samo resnica. V 1. Timotejevi 3:15, v drugem delu te vrstice smo prebrali naslednje besede: v Božji hiši, ki je cerkev živega Boga, steber in opora resnice. Kot cerkev moramo ne zgolj težiti, temveč vedno in povsod biti steber in pa opora resnice. Vsaka razlaga Svetega pisma, Božje besede, naj bo v resnici v skladu z Božjo besedo. Ob izkoriščanju Božje besede za naše ideje in pa trend prepričanja bomo izgubili kredibilnost, izgubili bomo verodostojnost in posledično bomo to isto nezaupanje preslikali v očeh poslušalcev ne zgolj samo na nas, temveč na samega Boga. Ne dovolimo si, da naši trendi nekomu onemogočijo spoznati resnice. Ne dovolimo si, da čudovito sporočilo o Jezusovi žrtvi na križu, o vstajenju in vztrajni borbi za vsakega izmed nas, za vso padlo stvarstvo, izgubi kredibilnost, izgubi pomen v očeh poslušalca. Božja ljubezen, ki se odraža v milosti, ki se odraža v usmiljenju, pa tudi graji, poučevanju, preoblikovanju, mora ostati neomajna resnica. To je resnica, ki pritegne. To je resnica, ki daje upanje. To je resnica,
ki tudi v času krize ne lovi trend, temveč trdno drži isto smer. In še 4. korak. Podpora v krizi. V Mateju 5:13-16 beremo naslednje besede. Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. In danes se bomo morda znašli in bomo rekli, ja, tudi to je dobra stvar. Namreč, če jo vržemo na tla, še posebej, ko bo zaledenelo ali pa ko bo padal sneg, vsaj drselo ne bo. Vendar tu se ta vrstica ne konča, ampak gre naprej in razlaga, kaj se še dogaja. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se enostavno ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Kot cerkev, ki je zasajena na pravem temelju, na Bogu, ne more in ne sme pasti kot hiška iz kart ob prvem tresljaju. Kot cerkev smo poklicani biti podpora ne le v miru, temveč tudi v krizi. V miru je vsak lahko podpora. Takrat, ko ljudje iščejo rešitev, takrat, ko družba izgublja upanje, takrat, ko človek človeku več ne verjame, takrat je pravi čas, da pokažemo na edinega, ki je vreden zaupanja. Tistega, ki daje upanje, edini, ki je zares vreden in edini, ki je rešitev. S kazanjem na človeka ne počnemo nič drugega kot ta svet. S kazanjem na Boga kot rešitev odkrivamo resnico, ki je svet ne želi odkriti tistim, ki jo iščejo. Bodimo podpora tudi v krizi. Izogibajmo se debatam. Debatam, s katerih nikoli ne bomo mogli oditi na tematiko, ki nosi pravo vrednost. Satan bo izkoristil vse adute, da bo razblinil upanje in razgradil še zadnji košček zaupanja. In ja, še nekaj. Tudi pri nas posejal seme dvoma in straha. Tega pa ne more storiti z izkušnjami, ki jih imamo z Bogom. To je nekaj, kar se ne le pripoveduje, ampak vidi, doživlja, sliši, občuti. Okolica bo vedno pogosteje zastavljala vprašanja. Izkoristimo priložnost na pravi način. Okolica bo potrebovala vedno več podpore. Ponudimo jo, dokler je še čas, dokler ljudem lahko pokažemo pravo sliko o Bogu. Ellen G. White je že v 19. stoletju govorila in pa ljudi ozaveščala o zdravju in zdravem načinu življenja. Žal kot cerkev, strinjali se ali ne, nismo naredili toliko, kot bi lahko na tem področju. Okolica nas je prehitela šele na prehodu iz 20. v 21. stoletje, vendar nas je prehitela. Sedaj vsi govorijo o zdravem in skrbnem načinu življenja na vsakem vogalu. Današnja družba postaja temačno brezna, kjer je vse manj in manj moderno zaupati, verjeti, spoštovati, ceniti, podpirati, ljubiti. V Janezu 13, 34, 35 Jezus pravi: Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. Vidite, potem, da imamo ljubezen med seboj, bodo ljudje spoznali, bo okolica spoznala, da smo Jezusovi učenci. A v ljubezni vemo seveda, kakšna je. Iz mnogih, pa tudi iz 1. Korinčanom 13, kot eni celoti in izpovedi o ljubezni. Na en drugačen način, kot bi ga našli v svetu. Ne čakajmo, da se družba začne medsebojno spoštovati, da se začne zaupati, da se začne ceniti. Ne čakajmo, da se družba začne ljubiti med seboj, ker se to ne bo zgodilo. Vsaj ne na tisti pravi način. Izpolnimo misijo, za katero smo opremljeni s polno bojno opremo. Bodimo steber in opora resnice, Božje resnice, ene in edine, ne glede na razmere in trende. Amen. Dragi naš nebeški Oče, hvala ti za to priložnost, da smo danes lahko premišljevali o tem, kako je pomembno biti opora in pa steber resnice. Zato te sedaj prosimo za tvoje vodstvo in tvojo pomoč.
v življenju vsakega od nas, da bi zares lahko iz dneva v dan bili zasejani in ne presejani vsakič na neko drugo lokacijo, ampak da smo zasejani kot drevo, ki je opisano v Psalmu 1, da smo zasejani ob pravem izviru, ob izviru, od katerega bomo lahko črpali vse, kar potrebujemo, zato da bi lahko dajali svoj sad, da bi listje ne ovenelo in da vse, kar bomo počeli, bo uspešno. Dragi Bog, želimo si ne zgolj črpati od tebe resnico, vendar želimo ti tudi izkazati čast za to. A veliko krat pozabimo in zato nas prosim, spominjaj in opominjaj, kaj vse smo šli skozi s teboj. Kakšne izkušnje in kakšne čudovite priložnosti smo imeli, v katerih smo lahko rasli. A prosimo te tudi, da nam pomagaš, da bi vsakič, ko spregovarjamo in govorimo z ljudmi o tebi, govorili zgolj resnico. Resnico, ki bo izžarevala veselje in upanje, katero tudi sami čutimo ob prebiranju tvoje besede. Dragi Bog, pomagaj nam, da bi lahko se ne zgubili v krizi, takšni ali drugačni. Da bi lahko v krizi še bolje izžarevali kot kristjani in da bi na ta način lahko bili podpora družbi, v kateri se nahajamo. Da ne bi mi bili tisti, ki bomo še otežali situacijo, ampak da bi kot kristjani lahko pomagali družbi, ki je morda brez upanja, ki je v težkem položaju, da bi svojim znanjem, svojimi idejami in pa tudi z razumevanjem tvoje besede, tvojih obljub in s tvojo ljubeznijo, ki jo prejemamo, s tvojim mirom, ki ga prejemamo, lahko vse to skupaj kot en velik paket podelili ljudem okoli nas. Zato te vse prosimo in se ti tudi hkrati zahvaljujemo v Jezusovem imenu. Amen.